Cenjeno in spoštovano občinstvo. V današnji oddaji Aktualno govorimo o kmetijstvu, o trenutnih razmerah, o spremembi kmetijske zakonodaje. Z našim gostom, kot vemo, je kmetijska ministrica konec januarja v javno obravnavo, najprej je javnosti predstavila, potem pa v javno obravnavo poslala zajeten sveženj kmetijskih zakonov z področja kmetijstva. In se seveda ob tem kaže vprašati, kaj to zdaj prinaša kmetu in potrošniku in seveda vsem ostalim udeležencem v prehranski verigi. Naš tokratni gost pa je prvi mož Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek. Lepo pozdravljeni, prijazno dobrodošli v našem studiu. Dober dan. Torej, gospod Podgoršek, slabe 4 mesece, dobre 3 mesece ste na tem delovnem mestu. Najprej eno, bom rekla, gospodinjsko vprašanje. V kakšnem stanju ste prevzeli Kmetijsko-gozdarsko zbornico? Jaz lahko zatrdim, da po teh mesecih delovanja na zbornici smo prepričani, da je zbornica v dobrem stanju, tudi bila ob samem prevzemu, in zato se zahvaljujem tudi vsem predhodnikom, vsem 4 predsednikom, ki so to zbornico vodili. Nenazadnje so bili lepi in manj lepi trenutki v zgodovini same zbornice in resnično velja tukaj kar zahvalo vsem 4, ki so se resnično borili in za zbornico, in za kmeta, in za lastnike gozdov in pripeljali to zbornico do, mislim, da kar zavidljive ravni, tudi do zavidljive ravni, ko se pogovarjamo o soodločanju, o predlaganju različnih predlogov, idej, rešitev. Danes je zbornica pomemben partner, pomemben močan sogovornik vsaki politični opciji, zato da poskuša iskati rešitve v prid slovenskim kmetom in lastnikom gozdov. Ob prevzemu vaše nove delovne obveznosti ste rekli, da vodenje prevzemate s ponižnostjo in veliko odgovornostjo. 110 000 članov šteje ta zbornica, ampak zgolj polovica, dobra polovica, jih pa uveljavlja subvencijske vloge. Ste kaj raziskovali, zakaj je tako? Ja, vemo, vsi članstvo v zbornici je obvezno članstvo, kar pomeni, da vsakdo, ki ima nad 167 evrov katastrskega dohodka, je obvezen član zbornice. Torej, to so vsi, tudi lastniki gozdov, ki ne vlagajo subvencijske vloge, tudi lastniki manjših kmetij in tako naprej. Torej, ta KD, katastrski dohodek, je vstopnica za obvezno članstvo v sami zbornici in zato je ta razlika od članstva do dajanja subvencijskih vlog. Res pa je, še vedno trdim, da je prav, da vsakdo, ki vodi to zbornico, jo vodi s ponižnostjo in izjemno odgovornostjo do svojih članov, do slovenskih kmetov in do lastnikov gozdov, kajti tudi sam se zavedam, kakorkoli že rečemo, ta zmaga je šele začetek. To ni konec nekega dela, ampak je šele začetek dela, ki ga bomo morali narediti in ki ga že verjetno delamo na tej zbornici, verjetno zato, ker vsakdo nas ocenjuje po naših uspehih. Verjamemo, da delamo čim bolj najboljši veri za to, da delamo dobro za slovenskega kmeta in za lastnike gozdov, ampak vendarle na koncu bo javnost tista, ki bo presojala, ali smo delali v redu, kvalitetno, v dobrobit svojim članom ali ne. In veseli smo pri tem svojem delu tudi vsake konstruktivne kritike, tudi pohvale za delo, ki ga opravljamo, in tudi s konstruktivnimi kritikami se lahko izboljšamo in verjamem, da bo tega še v tem mandatu enega in drugega veliko in se v bistvu veselimo teh izzivov. Kje ste se pravzaprav lotili dela? Je to zdaj, najprej ste se verjetno malo razgledali, pogledali pač različno poročila, vso dokumentacijo, zdaj je že ta kmetijska zakonodaja, vmes je bilo verjetno še kaj, česar ste se lotili? Ja, lahko rečem, da je bilo teh klasičnih začetniških del na sami zbornici praktično zelo malo ali nič, kajti takoj v prihodu smo začeli reševati aktualne težave, takoj praktično nismo imeli niti 100 dni miru, če lahko tako temu rečemo. V bistvu je bilo na mizi kopica nekih uredb, podzakonskih aktov, pravilnikov, pravilnik o biovarnosti, s katerim smo se začeli ukvarjati takoj v prihodu. Potem vse uredbe, ki so podlage za izvajanje skupne kmetijske politike, ki so v bistvu v nekem delu včasih celo pomembnejši akti kot pa sama zakonodaja. Kajti ti podzakonski akti so tisti, ki določajo, kaj, koliko, pod kakšnimi pogoji pri investicijah, pri neposrednih plačilih in tako naprej. Tako da tega klasičnega uvajanja praktično ni bilo.
sem bil vesel vsaj kakšnega dneva, da sem se lahko posvetil tudi hiši, da sem šel morda od pisarne do pisarne, se srečal z novimi sodelavci, novimi odličnimi sodelavci, lahko rečem, profesionalnimi, ki resnično vejo, zakaj so na zbornici in ki dobro opravljajo svoje naloge, svoj posel. No in tega časa moram reči, da je premalo, ker bi bilo prav, da se večkrat pogovarjamo znotraj hiše in skupaj snujemo morda nekatere ideje, rešitve, programe, plane, kako naprej, kaj izboljšati pri svojem delu, kje biti bolj ambiciozen in tako naprej. Zdaj, konec januarja, smo rekli, je ministrica predstavila ta sveženj, zajeten sveženj 7 zakonov, 4 so v bistvu zdaj v prvi vrsti, bomo rekli, ali nekaj takega, ne. Ostali so nekoliko manj izpostavljeni. Pravzaprav je to verjetno kar precejšnja težava za zbornico, za vaše članstvo. Do prejšnjega tedna, do tistega odbora za kmetijstvo ste dobili 140 predlogov že. Zdaj je ta številka verjetno še drugačna. Ja, no, za nas lahko rečem, da je vseh 7 zakonov izjemno pomembnih. Res je, da je podaljšana javna razprava pri trojčku zakonov, zakon o kmetijstvu, zakon o hrani in zakon o varni hrani in krmi. In tukaj smo zelo hvaležni za to daljšo razpravo, javno razpravo, za podaljšanje teh rokov, da se bomo resnično lahko posvetili vsebini teh zakonov. Pri ostalih 4 zakonih, noveli zakona o kmetijskih zemljiščih, zakona o gozdovih, potem zakon o zaščiti živali in zakon o zdravju živali. To je paket 4 zakonov, ki se bo v javni obravnavi prej zaključila, ki se bo javna obravnava prej predhodno zaključila oziroma zaključila pred ostalim trojčkom zakonov. No in kot rečeno, mi z vso enako odgovornostjo spremljamo celoten ta paket zakonodaje, ki sedaj v javni obravnavi. Ja, v tem času smo na zbornici peljali tudi vse aktivnosti zbiranja pripomb. Tudi najprej je sama hiša pogledala zakonodajo, smo naredili prvi predlog odziva na zakonodajo, na vsak zakon posebej. Potem smo pozvali tudi vse voljene organe, javnost, imeli tudi predstavitve že na vseh območnih enotah po vsej Sloveniji, torej na vseh 13 območnih enotah je bila predstavitev zakonodaje. Tukaj se zahvaljujem ministrstvu za to, da je predstavilo zakonodajo. Hkrati pa moram reči, da obžalujem, da ni bila vedno v živo prisotna na vseh teh območnih enotah, da je bilo večino te komunikacije preko Zooma, kar ni isto, ampak vendarle smo speljali in tudi ekipa ministrstva je bila z nami vedno do konca, tudi odgovarjala na vsa vprašanja in tako naprej, torej tudi do konca razprave. Ja, v tem času se je nabralo zelo veliko pripomb, ne samo 140 pripomb na zakon o kmetijstvu, ampak 140 strani pripomb na zakon o kmetijstvu. S tem, da moram reči, da smo ga zdaj tudi že malo čistili, ker to je bilo prvi odziv javnosti, kjer so se pripombe podvajale na isti člen in tako naprej, na isto rešitev. Sedaj je to že malo bolj razpolovljen dokument, s katerim zdaj tudi operiramo, ko se praktično pogajamo že z ministrstvom, tudi delovne skupine so že oblikovane, prva pogajanja, prvi razgovori že potekajo. Lahko zatrdim, da smo že imeli nekaj zakonodaje sedaj v teh delovnih skupinah, smo že nekaj obravnavali in da, kot kaže, ministrstvo je odprto za pripombe, dileme, ki jih izpostavljamo, da marsikatero zadevo že kar dogovorimo na samem tem usklajevanju, o nekaterih členih se bomo še verjetno malo pogajali in usklajevali, rabimo tudi nekatere dodatne podatke, usmeritve, izhodišča, posledice, ki jih bodo posamezni členi pripeljali za slovensko kmetijstvo in gozdarstvo. Torej, v enem delu potekajo ta pogajanja, menimo, da kar ustrezno. Je pa res, da tekom vseh teh pogajanj, ki jih izvajamo sedaj za ministrstvom, potekajo tudi pogajanja istočasno med nami, kmečkimi in nevladnimi organizacijami. Tudi mi se poskušamo čim bolj uskladiti in menim, da je to prava pot tudi za potem debato z ministrstvom. Če smo mi enotni, potem smo bistveno bolj uspešni v promociji svojih pripomb, idej, kot pa če bi vsak tudi od nas vlekel nekam na svojo smer. Tako da na zbornici sedaj naša ekipa resnično dela, lahko rečem, na večjih različnih nivojih, pregledujemo to zakonodajo, kot sem dejal, z voljenimi, z vso javnostjo, hkrati z kolegi iz nevladnih organizacij, kmečkih nevladnih organizacij. Pripravljamo se tudi že na
svet same zbornice, ki je najvišji organ, ki na koncu tudi potrjuje pripombe, ki jih bomo na koncu poslali na ministrstvo. Tukaj bo zdaj verjetno še malo, k vsej tej zmedi bo dodalo tudi ta proces pogajanja, ne? Kajti dokler mi nimamo na e-demokraciji popravljenih zakonov, bomo dali pripombe tudi na nekaj, kar smo že dogovorili in uskladili v enem drugem delu, ampak tukaj bomo morali razumeti drugega, tako ministrstvo nas, kot tudi mi ministrstvo razumemo, da je ta proces živ proces in pač bojo te pripombe letele na nekaj, kar je morda tudi že v enem delu usklajeno, pa je drugače, kot je sicer na e-demokraciji in tako naprej. Ampak kot rečeno, no, da ne bomo preveč zakomplicirali pri tem delu, ti odzivi prihajajo, strokovne ekipe na zbornici delajo izjemno učinkovito, voljeni organi pregledujejo, dobivamo zelo veliko pripomb, predlogov, ne samo pripomb, predlogov za spremembe, izboljšave, ne. Tudi v nekaterih delih povemo, kjer se strinjamo, ker vendarle zakonodaja vedno prinaša nekaj novosti, ne, zato se tudi dela nova zakonodaja. Nekatere novosti so dobre, pri nekaterih imamo pa kar veliko zadreg, no, in to je tisti del, ki ga zdaj meljemo skupaj z ministrsko ekipo in verjamemo, da bo na koncu zakonodaja sprejemljiva tudi za širšo kmečko javnost, če med kmečko javnost štejemo tudi glasnike gozdov. Ena prvih takih konkretnih uspehov, za katero bi vam bilo treba skoraj da čestitati, pravzaprav ne skoraj da, ampak čisto, je pač izvzem kmetijske svetovalne službe iz tistega hitrega, prej je bilo slišati ob tej predstavitvi, da bo pa to šlo na urad za, torej pod resorno ministrstvo za kmetijstvo. Zdaj o tem nič ne govorimo. Kaj je zdaj pravzaprav s kmetijsko svetovalno službo, s tistimi 330 terenskimi svetovalci? Ja, jaz sem zelo vesel, da je ministrstvo razumelo, da dokler bi obstajalo ta bojazen na samem zakonu, v zakonu o kmetijstvu, bi se mi zelo težko pogovarjali vsebinsko, ampak bi imel ta pregled zakonodaje zagotovo vedno eno politično noto. Ne moramo mimo dejstva, da je bil ta namik v zakonu oziroma ta rešitev v zakonu vendarle malo politično tlakovana, ne? Ker vsi se sprašujemo, zakaj ravno javna služba kmetijskega svetovanja. Kajti imamo nov zakon o kmetijstvu in puščamo staro javno službo o čebelarstvu, kar podpiramo. Imamo nov zakon o zdravju živali in puščamo staro ureditev, kar se tiče urejanja koncesij pri veterinarski službi, pri zagotavljanju zdravja živali. Prenavlja se zakon o gozdovih, puščamo staro dikcijo javne službe v gozdarstvu. Torej, zakaj ravno javna služba? Morda res ravno zaradi predsednika, ne vem, je napačen zmagal na volitvah. To smo se vsi spraševali. No in smo veseli, da se je ta političen naboj iz tega zakonodajnega paketa umaknil. Sedaj se vsi lahko resnično pogovarjamo o vsebini same zakonodaje in kar je zelo ključno za nas, mi dogovorjeno je z ministrstvom in tudi že na e-demokraciji je objavljen nov zakon o kmetijstvu, kjer se javna služba kmetijskega svetovanja vrača nazaj na staro verzijo, torej na obstoječi zakon, na 7-letne koncesije in tako naprej. Vendar moram poudariti, da ta dogovor, ki bo narejen med mano in ministrico, v ničemer ne pogojuje naše kakršnokoli drugačno ravnanje pri ostalem delu zakonodaje. To vedno poudarjam in tudi tukaj želim, mi bomo enako kritično gledali na ostale člene tega zakona, ampak sedaj se končno lahko posvetimo ostalim členom tudi z vsebinskega zornega kota. Bomo enako kritični. Torej, tukaj sem, moram reči, bil tudi sam presenečen nad to hitrostjo, ko se je ministrstvo odzvalo na ta način in popustilo. Res pa je, da je popustilo tudi zaradi enotnosti vseh kmečkih nevladnih organizacij. Tukaj, če bi bili sami, tega ne bi uspeli spremeniti tako hitro in tudi tukaj velja velika hvaležnost vsem tem mojim kolegom na čelu kmečkih nevladnih organizacij, ki so nam pri tem resnično stali ob strani in držali, če lahko rečemo, to štango, da se je potem ta sprememba na koncu dogodila. Pa ni ta služba pogojevana bila v tistih predpristopnih pogajanjih v Evropsko unijo, da se bo ta enkrat izločila iz tega sistema oziroma iz stanovske organizacije nekam v bolj strokovno sfero? Ja, seveda. Tudi sam, ko smo videli to zakonodajo, sem poklical nekatere kolege iz časa predpristopnih pomoči in lahko tukaj dodam, da mi je ravno nekdanji in predsednik zbornice in kmetijski minister gospod Smrkolj izjemno dobro pomagal pri tem razmišljanju.
če hočete na mesece natančno iz leta 97-98, ko je prišel v Slovenijo komisar Fischler, ko so se pogovarjali o javni službi, ki je bila takrat na ministrstvu, da je bilo zelo jasno priporočilo, če nekaj zahteva, da se to umakne iz kmetijskega ministrstva, da mora iti v nek neodvisen organ oziroma kakorkoli. Na mizi je bilo takrat več različnih rešitev, od tega, da bi se povsem privatizirala javna služba kmetijskega svetovanja, do tega, kar se je na koncu zgodilo, da se ustanovi zbornica in se javna služba pripelje na zbornico po modelu avstrijske Koroške. Torej, tukaj moram biti hvaležen tudi za vse te izkušnje, ki sem jih uspel v tem kratkem obdobju, ko je bila ta srž problema tukaj na mizi, da smo se uspeli s temi kolegi skomunicirati, so mi zelo veliko pomagali z informacijami in zato smo bili tudi mi lahko boljši sogovorniki, ko smo zagovarjali, da ureditev, ki je bila v zakonu predvidena, absolutno ni ustrezna. Jaz še upam si trditi, da je bila v enem delu celo neustavna, drugič, da bi imeli kar težavo z Evropsko komisijo, če bi do uveljavitve tega zakona prišlo. In če hočete, ta del zakona je bil tudi neizvršljiv. Kaj govorimo o novi nacionalizaciji premoženja, ki so ga kmetje kupali s članskimi deleži. Skratka, pa projekti, recimo, tisti, ki so v toku, kaj bi bilo s tistim? Kupenih težav potem potegne to za seboj. To bi bila taka resna težava, kako zdaj ločiti to zbornico, javno službo od zbornice, kjer je javna služba pomemben deležnik v nekih projektih, zdaj bomo dali s tem en kup težav. Skratka, to je zdaj stand-by zaenkrat. Ni stand-by, to je zdaj dogovorjeno, stara verzija in o tem se več ne pogajamo. Se sploh ne pogajamo. Se ne pogajate. Torej, stara verzija, ki je v zakonu zdaj popravljena na 7-letne koncesije, kot je bilo do sedaj, in o tem se več ne pogovarjamo. Torej, ni niti stand-by, ni niti nekje na čakanju, to je zaključeno, dogovorjeno, se o tem več ne pogovarjamo. Znate vprašati. Zato ste tudi uspešni bili v dosedanjih pogajanjih, verjetno. Dajva povedati, kaj pravzaprav zdaj ta sveže novih zakonov prinaša, tako kmetu po eni strani, po drugi strani pa potrošniku in seveda vsem ostalim udeležencem, da ne rečem deležnikom. Zelo nekratko vnaša nekatere novosti, za katere ne bomo rekli na prvo žogo, da so slabe, ampak predvsem pogrešamo malo več te analize, zakaj do nekih sprememb prihaja in pa predvsem pogrešamo učinke na sektorje. Jih nimamo. Od tega, da zakon o kmetijstvu prinaša razdelitev kmetij na 4 razrede po velikosti, po standardnem prihodku in tako naprej. Na prvo, če smo zelo iskreni, to je lahko tudi priložnost za sam kmetijski sektor. Seveda, če bomo znali izkoristiti te delitve na 4 razrede, ne zgolj zaradi delitve subvencij in zaradi delitve investicijskega denarja, kar je sedaj predvideno, ampak naredimo korak dlje, lahko smo bolj ambiciozni. Ponovno, ko smo bili v sosednji Avstriji na Koroškem, ko smo se tam z zbornico pogovarjali, tudi glede obdavčitev in tako naprej. Če bomo znali mi te razrede uporabiti tudi morda za kakšen sistem pavšalnih obdavčitev, morda celo primarne stopnje predelave vključiti v primarni del samega kmetijstva, brez dopolnilnih dejavnosti, brez računovodstva, torej brez izdajanja računov. Vse znamo tudi tukaj že najdeti način za višjo obdavčitev, kot je pri zelenjavi, posebne kulture. Skratka, če znamo to izkoristiti za nekaj več, za nekaj bolj ambicioznega, je to lahko celo priložnost. Tudi za ministrstvo in za celoten sektor. Ampak v tem trenutku se mi zdi, da se vrtimo v nekem začaranem krogu brez informacij. To smo dali v zakon, ne vemo pa niti, kako bojo kmetije razdeljene, pod kakšnimi, standardnimi prihodki, kako bomo te 4 razrede določili, za kakšen namen bomo to rabili, kakšni bodo učinki, ne vemo. In zato smo ravno v tej fazi tudi zahtevali od ministrstva, da dobimo te učinke nazaj na mizo, da se lahko začnemo pogovarjati, saj vemo, o čem govorimo. Potem v zakonu je en kup enih podzakonskih aktov, predvidenih. Ki pa jih še ni. Ki pa jih še ni. In ponovno ne znamo presojati, člen zakona je lahko čist dobro nameren, čist prav, ga potrebujemo. Podzakonski akt pa to potem vse izniči, ne? Ali pa celo pokvari, ne? V podzakonskem aktu je pa lahko marsikaj drugače, kot mi se zdaj pogovarjamo in o čemer zdaj govorimo. Torej, tukaj nas čaka še zelo veliko tega dela. Potem ena velika zadrega je, ker nas ministrstvo na nek način s različnimi zakoni mal kot lastnike kmetijskih zemljišč, lastnike gozdov, tudi lastnike živali, skoraj da umika iz odločanja o nas samih. Torej, ukinjajo se sveti zavodov za gozdove. To so
na območju ključni sveti, ključni organi, ki določajo o upravljanju z gozdovi, upravljanju z divjadjo. Ne? In to je organ, ki tudi potrjuje potem na koncu te dokumente. Torej, ni to zgolj posvetovalni organ. Ne? Potem mi se tudi ne strinjamo z dikcijo, da lahko pride kontrola na teren, brez da bi obvestila. Vedel, ne? Da bi obvestila, ne samo da ni ob njegovi prisotnosti, brez da bi ga obvestila. Tako. Torej, da kar nekaj počnemo na terenu. Ne? Potem vidimo, da si različno razlagamo zakonodajo, ne? Ker mi trdimo, da po zdajšnjem zakonu, predlogu zakona o zdravju živali se lahko izvaja veterinarska služba brez prisotnosti lastnika in tako naprej. Skratka, v tem delu imamo malo zadreg. Ok, sej verjetno bomo prišli v nekem delu skupaj. Ne? Potem ukinjajo se zdajšnji v zakonu določena posvetovalna telesa, kot je recimo Svet za kmetijstvo in podeželje. Ne? Ko se vse nalaga na sistem, minister aktualni lahko imenuje kakršenkoli svet želi in ga tudi zapre, kadarkoli ga želi, kdo so v njem, kogar želi povabiti, so v njem. Ne? Strogo političen pristop, ne? To je strogo političen pristop. Mi pa zagovarjamo, da je vendarle prav, da imamo ključen posvetovalni organ, v katerem so določeni, v zakonu določeni predstavniki posameznih deležnikov, ne? Zbornica, sindikat, zadružna zveza, da ne bom štel naprej. Ne? In strokovne organizacije. In potem, kdo je pač predsedujoči, pač sodeluje v tem organu. Ne? In zato, da, ker tudi zdaj imamo to isto dilemo, ne? Ministrstvo večkrat pravi, tudi ministrica, da so bili ti zakoni pripravljeni v soglasju z deležniki. Ne? Nihče pa ne ve, kdo je bil zraven. Od nas klasične kmečke nevladne organizacije nismo sodelovali pri tem. Ne? In zato nas je zdaj strah, ne? Da če govorimo, da so, ne vem, kdo sodelovali v tem zakonu, kdo so zdaj tisti deležniki. In zato ne, lahko so tudi, ne vem, druge nevladne organizacije. Vse so lahko, nimamo nič proti temu, ampak ne moramo pa o kmetijstvu brez kmeta govoriti, ne? In brez kmečkih nevladnih organizacij. Ne? In ne moramo ravno tako o gozdarstvu govoriti brez lastnikov gozdov. Ne? Pač to ne gre. Ne? In zato, ravno zaradi tega nerazumevanja tudi v tem obdobju zahtevamo, pričakujemo, da bo tukaj ministrstvo vendarle v zakon zapisalo, kdo je obvezen sogovornik pri posameznih vprašanjih. Torej, tukaj imamo kopico enih zadreg. Zdaj, kar se tiče samega potrošnika, ki je bilo vprašanje, ne, imamo zakon o hrani in zakon o varni hrani in krmi. Torej, dva zakona, ki govorita o varnosti potrošnikov. Tukaj moram reči, da že v tem trenutku ne rabimo zardevati, kar se tiče varnosti hrane v Sloveniji, da tako kmetijski del kot živilsko-predelovalni del dela kvalitetno. Mi še vedno večkrat rečemo, delamo mlečne izdelke iz mleka in mesne izdelke iz mesa, kar ni čisto vedno pravilo. Ne? Če pogledamo to svetovno ponaverbo same hrane. Ne? In tudi naše, kakorkoli že, smo včasih kritični do inštitucij nadzora in tako naprej, načeloma delujejo. Načeloma delujejo v redu, ustrezno in pravočasno odkrivajo nekatere anomalije. Ne? Je pa to tako, kot včasih rečemo, imamo tudi na zbornici ničelno toleranco do ponaverb, če hočete, do mučenja živali, do nepravilnih rej in tako naprej. In je prav, da imamo vsi skupaj v Sloveniji ničelno toleranco. Torej, tukaj ni dileme, to se ne sme izvajati. Ampak biti do vseh enak, ne? Biti do vseh enak, predvsem pa, kot imamo tudi ničelno toleranco, verjetno vsi državljani do, ne vem, nesreč na cestah in tako naprej, pa še vedno do tega prihaja, ne? Vedno vsi organi delajo z neko stopnjo zaupanja. Ne? Torej, čisto v vsakem obratu pa ne more biti vedno veterinar, ker pač ni. Ne? Kot v vsakem avtomobilu ni policaj. Ne? Tako, še dobro. Ne? Ja. Tako tudi v vsakem obratu, pri vsaki dejavnosti. Zato so še vedno možnosti kakšnih anomalij. Kot ponavljam, imamo ničelno toleranco do tega in je prav, da to ohranjamo. In tudi organi je prav, da to ohranjajo. In verjamem, da pa sistemi delujejo, so ustrezni, so učinkoviti, pravočasno odreagirajo in zato menim, da s hrano slovenskega porekla nimamo težav, ji lahko zaupamo tej kratki verigi, ker je to resnično kvalitetna hrana, pridelana v našem okolju. Mečkem bom skočila iz tega okvirja ven, pa bom vprašala, kako je z letošnjimi subvencijskimi vlogami. Ravno kar pravzaprav v sredini marca se začenja kampanja, letos bo nekoliko krajša do sredine oziroma začetka junija. Ne? Bojo upravičenci še letos plačevali, verjetno, ne? Po starem sistemu?
Ja, govora je bilo o brezplačnih vlogah. Ko je bil osnutek zakona o kmetijstvu zunaj, smo videli namero kmetijskega ministrstva in tudi namero o tem, da bo vlaganje subvencij za neposredna plačila po novem brezplačno. No, mi se sprašujemo na zbornici, zakaj je to lahko šele po novem brezplačno, zakaj bi morali javna služba pod ministrstvo, da bi to lahko bilo brezplačno. In zato smo mi takoj pozvali ministrstvo, da omogoči že v letošnjem letu brezplačen vnos subvencijske vloge in zagotovi tistih 1,2–1,3 milijone, kar jih potrebujemo za to delo. In enako tudi sedaj, ko se je zakon spremenil, je tisti člen, del člena, ki je govoril o brezplačnem vnosu subvencijske kampanje, vloge, za kmete, ponovno izpadel. In tudi tukaj bomo predlagali v fazi pogajanj, da vendarle to ostane v samem zakonu. Torej, plemenitost tega brezplačnega vnosa subvencijske vloge za kmete lahko ostane. Zagotoviti treba samo sredstva, ker bi jih mogli zagotoviti, ali to delajo preko ministrske ekipe, če bi bila javna služba tam, ali pa sedaj, ko delamo to sami. Vemo, koliko je približno vsota, kakšen je finančni izplen tega dela, ne izplen, kakšni so stroški za brezplačen vnos, ta del poznamo. In ministrstvo mora samo zagotoviti ta sredstva. Zato mi ne rabimo spreminjati javne službe. To hočemo poudariti. Nismo še dobili odgovora na to temo. Bomo pa videli zdaj v fazi pogajanj, kar bo moralo biti zelo hitro, ker subvencijska kampanja se začne sredi marca. Torej, čez 3 tedne, pa še je pravzaprav ne. 3 tedne za to, da se lahko še morda to uskladimo. Tako. Promocija slovenske hrane. Zelo po kmečko bom začela spraševati. Lejte, zakaj zdaj je priložnost, ker se vsa ta zakonodaja spreminja, vsebinska pripomba oziroma vprašanje. Zakaj na naših izdelkih slovenskega porekla ni neke zastavice, neke oznake, kar smo slišali zadnjič, recimo v Državnem zboru, tudi na odboru za kmetijstvo? Preprosta rešitev. Točno bi vsak potrošnik, ki pride v trgovino, vedel, tole je pa slovensko in bi mogoče lažje kupil to, ne glede na ceno. To je bilo vprašanje za ministrstvo, kot zame. Ne glede na to. Ampak vendarle, vi vplivate na to. Vendarle mi menimo, da bi bila to dobra promocijska akcija. Imamo pa bojda za derego, ker nam to načeloma Evropska unija ne dovoli. Nekatere države, kot je Avstrija, je to pripeljala skozi svoja pristopna pogajanja. Ker so to označevali že prej, so pripeljali čez vstopna pogajanja in tako označujejo tudi sedaj. Tako da to je verjetno stvar pogajanj z Evropsko komisijo in ni nič narobe, če bi se ta pogajanja pričela, da bi nam tudi v 2–3 letih pač pridemo do rezultata. Komisija lahko dovolila za izključno slovenske izdelke. Seveda bi morali jasno dogovoriti, kar tudi sam podpiram. Temu delu malo sledi tako imenovana shema kakovosti, izbrana kakovost. Ta izbrana, vsi artikli, ki so pod shemo izbrana kakovost, v sebi nosijo tudi poreklo. Torej, tudi mleko namoženo v Sloveniji, predelano v Sloveniji in prodano v Sloveniji. Torej, če pri mlečnih izdelkih manjka katera od teh faz, ne more imeti več znaka izbrana kakovost. Ravno tako pri mesnih izdelkih. Rojeno, rejeno in tako naprej v Sloveniji. Pri sadju ravno tako. Samo slovenska jabolka imajo lahko ta znak izbrana kakovost. Tukaj sem zelo vesel, da so tudi v preteklosti te posamezne panoge, ker to je panožna odločitev, se odločile, da ima znak izbrana kakovost v sebi, v svojem bistvu tudi slovensko poreklo. To je lahko ni pa zastavica, se strinjam z vami, ampak izbrana kakovost nekako sledi temu. Zdaj, navaden potrošnik, ena mamica stara 80+, ne bo vedela, kaj je izbrana kakovost. Vi lahko rišete, pa tega ne bo usvojila, ker mislim, da ji ni treba, da je že toliko v življenju dala skozi, da tega ji pa ni treba. Zastavico bi videla, pa bi se takoj znala identificirati s tem. Zdaj, malo me zanima še promocija slovenske hrane. Varuh slovenske, torej prehranske verige je opozoril na kup težav, to zadevnih, ampak kar zmoti recimo enega malo bolj pozornega gledalca, bom spet zelo poskušala biti plastična. Lejte, o slovenski hrani, za katero promocijo kar gre nekih 30 ali koliko milijonov evrov letno, prav je to, pravilno je to, ampak vendarle o slovenskih jabolkih, o slovenskih piščancih slišimo in vidimo na recimo v eni shemi, enega tujega programa, BBC Earth, recimo, gledamo tam slovenska jabolka. Mislim, marsikomu to ne gre skupaj. Vam gre?
Ja, vse je prav, da se tudi v tujini sliši o kvaliteti slovenske hrane, to smo lahko vsi ponosni. Res pa je, da tudi ta izbrana kakovost, ki se je v preteklosti začela razvijati, že minister Židan je začel z razvojem te sheme. Takrat se je tudi sektorji so se dogovorili za zbiranje sredstev v ta namen, torej to je sektorska promocija, kateri doda država, pomemben del financ, da se potem lahko sploh izvaja neka jasna, dolgotrajna promocija tega dela. Je pa res vprašanje, kot se pravilno ugotavljamo. Lokalno, kupujte lokalno, jete, uživajmo sezonsko in lokalno, pa slišimo tam na uni televiziji. Ja, drži. Ne gre skupaj. Ne, se z vami strinjam. Zakaj imamo, kje imamo težavo? Težavo. Pri prepoznavanju te sheme izbrana kakovost je izjemna težava, da ta shema tekmuje z vsemi ostalimi shemami, ki jih imamo v Sloveniji. Vsaka trgovina ima svojo blagovno znamko, ki jo jasno promovira, vsaka trgovska veriga ima več sredstev za promocijo, kot jih ima izbrana kakovost, torej sektor plus država skupaj. Torej, in jaz sem bil sicer tudi v preteklosti in še zdaj zelo vesel, ko pa vendarle ob vstopu v kakšno trgovino imaš tiste prve plakate, kjer ti pa napišejo, pri nas prodajamo jabolka, izbrana kakovost in tako naprej. To je res za pozdraviti tak način, kot trgovec promovira izbrano kakovost in tako naprej. In zdaj v poplavi vseh teh promocijskih različnih akcij, pa domače, pa slovensko, pa lokalno, pa ne vem kaj še vse, kjer nimamo v bistvu pravih pravil še določenih. In to je tisto, kar si želimo tudi pri tej zakonodaji. Dajmo se dogovoriti, kdaj lahko uporabiš izraz lokalno, slovensko, domače, ne vem kaj še vse, ker jih imamo na nekih reklamnih panojih in tudi na izdelkih, da bo to jasno, nedvoumno in da bo tudi potrošnik vedel, pod katero blagovno znamko lahko nekaj pričakuje. Se poznamo nekatere mini afere iz preteklosti, ko je bil nek slovenski izdelek, pa smo na koncu ugotovili, da je bilo žival rojena, zaklana v neki tuji državi, pri nas pa samo narezana in zapakirana in torej je bil kar nekaj slovenski izdelek. Sicer je bilo na zadnji strani vse lepo napisano, ampak delamo neko promocijo, za katero lahko rečemo, da je v enem delu tudi vprašljiva in malo zavajajoča. Saj tudi takrat tudi sam sem bil takrat ravno v funkciji varuha odnosov v prehranski verigi in takrat so vse nadzorne inštitucije rekle, da v bistvu je bila promocija zakonita, skladna z zakonodajo, ampak da je bila ena faza preveč izpostavljena v primerjavi z drugim. Ampak tukaj pa govorimo o promocijski iznajdljivosti posameznikov in tako je. Zdravo kmečko pamet, to pač nič nima. Rekli smo, da bomo začeli uporabljati svojo lastno pamet, malo bolj kot je treba. Zanima me še vaš odnos do bolj pospešenega trženja, bolj pogumno tržiti na kmečkem dvorišču, kjerkoli že, na tržnici ali kjerkoli. Recimo, večkrat so se že v preteklosti pojavile ideje o neki borzi kmečki, kmetijski, karkoli že takega ne. Zadružni sektor je običajno nosilec takih idej. Nič narobe ne bi bilo, če bi bila to zbornica, recimo. A ne bi bilo to dobro, recimo, da vsaka mamika z midom pride in proda 2 gajbici solate? Ja, ravno te dni smo imeli eno takšno razpravo ob razpravi dobrote slovenskih kmetij, ki jih pelje Ptujski zavod. No in ravno ob teh dobrotah slovenskih kmetij smo se pogovarjali o tem, da bi lahko bili tudi pri tem delu ambicioznejši. Da bi resnično lahko naredili tisto platformo, ki bo v določenem časovnem obdobju pokazala, kaj je takrat na ponudbi, kakšne so cene, kdo ponuja in tako naprej. Sedaj imamo spletno stran dobrote slovenskih kmetij in tako naprej, kjer pa vidimo, da so nekateri izdelki tam gor, ki v nekem sezonskem delu ne pašejo, od kislega zelja sredi julija, avgusta in tako naprej. Zelo rigidno je to vse skupaj, to bi moralo biti. To je zelo statična spletna stran. Mi bi rabili tukaj večjo dinamiko. Še več, tudi smo se pogovarjali o tem in že je en delček nastavljen tudi v tej smeri, da če se jaz peljem, ne vem, da v Prekmurje na dopust in če vnesem nek pametni telefon, da iščem bučno olje, da bi mi že ta neka aplikacija na mobilnem telefonu nas vodila in bi nam pokazali, kje so ponudniki tega bučnega olja. Torej, želimo si to večjo atraktivnost, večjo dinamičnost tega pri prodaji, kajti vemo, da vse več
kupcev je danes zelo dinamičnih. Vse manj je tisti, ki res samo trgovsko verigo, vse več je takih, ki hodijo po terenu, ki kupujejo lokalno, ki iščejo lokalno hrano. Če že nekje je, pa ko greš na morje, iščeš tam neke istrske produkte, pa ko greš kamorkoli, pustimo, vedno iščeš neke lokalne produkte. Tudi sam sem takšen kupec, ki si zelo veselim lokalnih nakupov tam, kjer si v nekem danem trenutku, in to so stvari, ki bi pomagale tudi slovenskim kmetom. Je pa res na drugi strani, ko smo se tudi zdaj pogovarjali, kot kaže, slovenske kmetije z lahkoto prodajo tisto, kar pridelajo. Je tukaj težava, ker ponudba običajno skoraj da ne sledi več povpraševanju. To so potem že one bolj sladke skrbi. Tisti, ki imajo pa ne vem kakšne viške, so pa že kar podjetniki in je tam že vprašanje včasih tudi lokalnosti. Torej, mi si pa ne želimo promovirati nekih izdelkov, ki so narejeni, ne vem, če hočete kranjske klobase, ki je narejena iz povsem 100% tujega mesa. Pa bom to vprašanje še malo bolj precizirala, bom rekla, slikovito poskušala postaviti. Lejte, nek tržni prostor, to sem jaz imela v mislih, pravo kmetijsko borzo, kjer prineseš od ene gajbice pa do recimo, ne vem, pol tovornjaka nečesa pač, ne. To je tisto pravo trženje. To je bila nekdaj veletržnica na Rudniku, zelenjavna veletržnica, ki smo jo poznali. Te ni več, zdaj Slovenija praktično nima več nobene zelenjavne tržnice. Na drugem delu Ljubljane je nekaj mini, nek približek, ampak res daljni približek tega, kar je nekdaj bilo. Ja, se strinjam, v tem delu je treba razvijati naprej. Tudi ideje so bile, da bi se na Rudniku, na lokaciji, kjer je nekdaj bila, ne čisto na istem, ker so zdaj tam pač druge nameni, ampak nima veze, da bi na neki podobni lokaciji se razvijala ta zadeva naprej. Kolikor vem, je tudi župan pripravljen v to smer, zagristi in tako, ampak vedno rabiš investitorja, da bo to uredil. Torej, to se strinjam. Na drugi strani pa vendarle ne smemo mimo zadružnega sistema, ki je dober. Bi lahko bile. Lahko bile, ki tudi so vse pomembnejši partner. In zadruge, če pogledate zdaj, tudi v svojih klasičnih zadružnih trgovinah, ne živilskih, svojih klasičnih zadružnih, ima vse več zadrug, tako imenovane lokalne kotičke. Kotičke, kjer lahko ponudniki lokalni ponujajo svoje prehranske izdelke in lokalni potrošniki po vaseh kupujejo v teh zadružnih kotičkih. Tudi ta del se razvija, da ne bomo ravno rekli, da se ne, tudi ta del se razvija, zagotovo pa, kot rečeno, je to povezano z investicijami in tako naprej. Zadružništvo ima eno priložnost v tem trenutku. In potencial v bistvu, ne? In potencial, ne. Zadružništvo ima v strateškem načrtu bolj kot ne samo za njih zapisano možnost imenovanih skupinskih naložb. Naložb za skladiščenje, pripravo za trg in tako naprej teh svojih izdelkov. Kar je prav, zato imamo zadruge. Zdaj, struktura kmetijskega življa, bom tako rekla, struktura na kmečkih gospodarstvih ali kakorkoli že, bom tole postavila, potem pa še o družinskih kmetijah nekaj vprašam, ampak vendarle, lejte, zelo neugodna, vedno manj mladih ljudi je, niso stimulirani pravzaprav, zakaj bi ostali na kmetiji, če je pa mogoče neko delo tam kjerkoli v službi, malo bolj lagodno, pa potem doma popoldne kmetuje. So pa tudi primeri, ki pa pridejo, recimo neke mikrokmetije, tega ni v tem zakonu. Nekdo podeduje po babici neko fliko 2 hektarjev zemlje, pa se hoče lotiti. Kako boste zdaj takim kmetom pomagali? Saj jih ni veliko, vsakega posebej boste lahko pravzaprav mu pomagali na pot. Mi se zelo želimo, da bi večje število mladih si vzeli ta privilegij, da bi prevzeli kmetijo. Trdim, da je to vendarle privilegij. Delati plemenito delo, pridelovati hrano, si sam svoj gospodar, si v naravi in tako naprej. To, bodimo iskreni, si lahko štejemo kar za privilegij, ki ga imamo na kmetijah. Torej, želimo si, da bi vedno večje število mladih vstopalo na ta vlak. Žal je trend obraten. Ravno tako si želimo, da bi morda tudi nekateri drugi vstopali na ta vlak. Zdaj, glede same Kmetijsko-gozdarske zbornice, vsakemu kmetu, ki bi se želel lotiti kmetijstvo, pomagamo preko javne službe kmetijskega svetovanja, od poslovnih načrtov, prijav na projekte, razpise, tudi investicijske, do svetovanja, tehnološkega svetovanja tekom same sezone, vegetacije in tako naprej. Torej, javna služba, torej Kmetijsko-gozdarska zbornica preko javne službe, tukaj resnično lahko pomaga in pelje skoraj da z roko v roki čez čeri takšne, ki bi se lotevali, ki so začetniki.
To so tisti, ki prihajajo drugot v kmetijski sektor. Pa vendarle se zgodi, prihajajo. Medtem ko mladi prevzemniki rabijo povsem drug tip suporta. Tam nekako tehnologija je šla iz roda v rod, od očeta na sina, na hčerko, vse sen, kdo je kdo po spolu. Torej gre znanje iz roda v rod. Veliko lažje pravzaprav. Lažje je začetek dela. Tukaj pa rabijo te kmetije, ti mladi prevzemniki potrebujejo predvsem ta bolj razvojni tip svetovanja, ekonomski tip svetovanja. Kako narediti kmetijo resnično bolj tržno, dolgoročno, ekonomsko vzdržno kmetijo. Tukaj je ta del, ki je zelo pomemben, ki ga ti mladi v tem delu potrebujejo. Potem seveda novi tehnološki preboji, robotizacija, droni, avtomatizacija, da ne govorimo o digitalizaciji, ko saj naša generacija že komaj ve, o čem govorimo, mladeniči pa to se rodijo z računalnikom in to narejeno vse zelo hitro. In v tem delu je pa ta napredek na teh pri mladih prevzemnikih izjemno hiter, učinkovit, če smo zelo iskreni, so dovzetni, si želijo teh novih znanj, novih pristopov in to je tudi tista generacija, na kateri je vredno delati in vlagati vse upe polagati na to generacijo. Jih je pa res premalo, sam ta težava je, ne? Jih je pa res premalo, drži. Zdaj, prejle mi je ušlo vprašanje, nisem vas vmes uspela takrat zaustaviti, ko bi bilo treba, pa nič ne deče, zdaj le rečeva. Zdaj 4 kategorije ste že omenjali, teh kmetij po tem novem zakonu. Kje so zdaj družinske kmetije? Vaš pravzaprav, kako ne rečem, vaš brand, s katero ste prišli na razbornico, ne? Da. Tudi mi pogrešamo to definicijo v zakonu o kmetijstvu, da bi vendarle govorili tudi o tipu družinskih kmetij. Ampak to je povsem drugačna definicija, kot so zdaj razdelitev na te 4 razrede. To so ekonomski po velikosti, po standardnem prihodku in tako naprej. Mi bi si v tem zakonu o kmetijstvu želeli vsaj dve definicije, 2 statusa. Eno je status aktivnega kmeta, kdo je tisti, ki je upravičen do neposrednih plačil, kdo je tisti, ki kmetuje, ki predeluje in tako naprej. In pa tudi radi bi uredili status družinske kmetije. Res je, da se o teh 2 statusih verjetno v Sloveniji pogovarjamo že 20 let. Nič koliko ministrov se nas je zamenjalo s tem vprašanjem, nič koliko predsednikov zbornic in drugih kmečkih nevladnih organizacij. Še vedno je pa tam, kjer je bilo. In še vedno smo tam, kjer imamo en velik vprašaj, ker nihče ne zna tega zapisati v zakon. Tudi zdaj je bila imenovana neka delovna skupina, ki ravno danes je tekla neka razprava. Dobesedno smo se spraševali, a je ta skupina sploh še aktivna, do kam je prišla, a imamo rezultate, ko smo govorili o kmečki, torej o aktivnem kmetu, o družinski kmetiji in tako naprej. Torej, sam osebno menim, da je prav, da mi bolj kot da v samem zakonu v tem trenutku iščemo neko dikcijo, ki bi bila na pol ali pa sploh nesprejemljiva, je bolj pomembno, da si vsaj v našem načinu razmišljanja priznamo, da so družinske kmetije temelj prehranske suverenosti in varnosti. Ker tudi tukaj imamo zadrego v zakonodaji. En zakon piše, da je prehranska suverenost, prav s tem izrazom je zapisano. Zakon o hrani govori, da je prehranska suverenost in varnost vezana na lokalno pridelavo. Zakon o varni hrani in krmi pa govori, da je prehranska suverenost vezana na dostop do hrane. Kar ni več isto. In tisti, ki smo bili zraven v času COVID-a in začetku vojne v Ukrajini, na nekaterih pozicijah, kjer smo mogli reševati prehransko varnost, zelo dobro vemo, da sta te 2 dikciji v kriznih razmerah svetlobna leta narazen. Ker si odvisen od tega, kar pridelaš sam, odvisen od tega. Če se spomnimo ob začetku COVID-a in tako naprej, smo vsi skrbeli za to, da imamo vendarle dovolj moke, pšenice in tako naprej. In kje smo padali? Ja, na kvasu. Torej vse smo imeli, samo kruha nismo mogli speči. Zato, ker kvasa pa ne delamo več sami. Sicer je danes dostopen z lahkoto, kogar ga hočete, ampak ko je bila pa kriza, ga pa ni bilo. Enako pri soji, recimo kot krmi. Zaradi soje nam lahko v trenutku pade samo oskrba pri celotni perutnini, jajca, meso, pri delu prašičereje, mlečnost manj zaniha in tako naprej. Pri soji smo absolutno odvisni od uvoza. In smo takrat dobesedno v tistih letih, v tistem času dobesedno odštevali dneve do
koliko imamo še zaloge, bo pa hvala Bogu prišla ladja v Luko Koper in je bilo potem tudi tega dovolj. Težav konec. Ampak, veste, eno je dostopnost, ko govorimo v mirnem času, druge pa prehranska suverenost, ko je kriza. Ko je kriza. Vse se spomnimo začetku vojne v Ukrajini. Samo za nekaj dni se je zamajala normalna oskrba slovenskih mlinarjev z pšenico iz Madžarske, samo za nekaj dni. Smo imeli že klice, smo imeli že prav krizno situacijo, pa ni bilo teden dni, ko se je to dogajalo. Pa so potem s kolegom madžarskim ministrom takrat, ko so bila oba dva ministra, smo na enem Zoomu rešili zadevo, čez 2 dni je že tekla pšenica v Slovenijo, kot bi morala tudi sicer. Ampak, a veste, ni več samo po sebi umevno, da je vedno vse na razpolago takrat, ko mi hočemo imeti. In zato je prav, da priznamo ta status družinskim kmetijam. To so tiste, ki so v našem okolju, ki niso na prodaj, ker so pač manjše, in tudi v Evropi so se zavedali, da so družinske kmetije tisti temelj prehranske suverenosti. Kajti velika kmetijska podjetja so vedno na prodaj. Tudi v Sloveniji. Pa poglejmo zdaj Ukrajino. Kdo v času vojne v Ukrajini krmi vojsko in prehrano, skrbi za prehransko suverenost v Ukrajini? Ne tujci, ki so pokupili pol zemlje. Oni so šli. Njih ni zdaj v Ukrajini. Nimajo kmetijske pridelave. To delajo lokalni kmetje, ki so tam ostali, ki živijo na tem zemljišču. Ki so pač na zemljo privezani, nikamor ne morejo odnesti. Ki so tam, ki živijo od tega in tudi mislim, da je prav, da se celotna Evropa in se zaveda tega pomena in da baziramo na tem delu tudi, ko govorimo o prehranski varnosti. Se na vse zadnje, kitajski podatek z Kitajske, za 13 mesecev imajo samo skrbnosti svoje. V Evropi koliko, pol leta ali nekaj takega? Ne, Evropa je načeloma na ključnih prehranskih izdelkih samooskrbna. Razen, kot sem že prej omenil, kakšna soja nam manjka, kakšne torej beljakovinske komponente. Drugi, načeloma smo v Evropi kar samooskrbni, ko govorimo o celotni Evropski uniji. Ko pa govorimo o Sloveniji. Ko pa govorimo o Sloveniji, smo pa zelo dobri na živinorejskem delu. Mleko, rdeče meso, torej goveje meso, piščanci, smo zelo dobri. Na rastlinskem delu smo v bistvu slabši, še zlasti, ko govorimo o sadju in zelenjavi. Tudi pri žitih smo v ugodnih letih tam 85-88% samooskrbni. Koruze celo pridelamo več, kot jo porabimo. Ampak vendarle, v tem rastlinskem segmentu, sadje, zelenjava, je ta izziv, ki je največji, kar se tiče samooskrbe. Moram za konec vprašati, če takole, kakšno nevarnost pravzaprav za evropskega in slovenskega kmeta zlasti predstavlja ta trgovinski sporazum Evropske unije s 4 latinskoameriškimi državami. Je to velika nevarnost, je to tik pred podpisom, kje je pravzaprav to obtičalo in pravzaprav kaj to za nas pomeni? Ja, zdaj sam Mercosur sporazum zdaj se vrti po teh evropskih inštancah, ampak vendarle, če bo podpisan, bo ta sporazum nedvomno predstavljal veliko tveganje za vso evropsko kmetijstvo, kajti če se v Evropi na eni strani trudimo za zeleni prehod, za okolju prijazno pridelavo in digitalizacijo in tako naprej, in deforestacijo, mi se celo pogovarjamo o obveznem zasajevanju dreves in tako naprej, bo prišla hrana v Evropo, ki je pridelana pod povsem drugačnimi standardi. Soja iz Brazilije, ki jo vsako leto posekajo za eno Slovenijo, če ima malo boljše leto, pa samo za pol Slovenije površin, 1 milijon hektarov. Vsako leto posekajo, zato da pridelujejo sojo in jo pripeljajo v Evropo. Potem v teh državah se uporabljajo tudi drugačni pripomočki za rejo živali, od hormonov in tako naprej. In ta soja je gensko spremenjena, ne? Tako, absolutno. Ja, absolutno. Prihajajo hrana, ki je pridelana pod drugimi standardi, kar se tiče rabe antibiotikov, hormonov in tako naprej. In to bo prišlo vse na evropski trg. Sicer evropske inštance trdijo, da bo hrana pregledana in da ne bo vsebovala ostankov in tako naprej. Mi pa trdimo, da to ni dovolj, kajti ekonomičnost je drugačna. Če mi govorimo o tem, da na nekem ozemlju, kar se zdaj govori tudi v tej evropski uredbi o deforestaciji, da na neki površini, ki bi jo očistil tudi zaraščanja oziroma krčil gozd, na tem delu ne smeš pasti goveje živine, ne smeš pridelati krme za govejo živino, a hkrati bomo dobili sojo iz dela in govejo žival, ki jo pasijo, ki pridelujejo krmo iz dela, kjer posekajo stoletne, tisočletne pragozdove. A veste, nismo na istih vatlih. In ekonomičnost bo povsem drugačna. V Evropi so prepovedani hormoni v živinoreji in tako naprej.
ne, v Ameriki niso. In zato je tam mlečnost višja, prirasti pri mesu so višje. GSO je zaenkrat pri nas še prepovedan. GSO je zaenkrat še pri nas prepovedan. Torej, mi trdimo, da bi ti sporazumi morali vsebovati tudi dikcijo, da hrana, ki bo prišla na evropski prostor, mora biti pridelana pod enakimi standardi, kot je to v Evropi. Ne zgolj, da zadostuje standardom kvalitete, ampak da mora biti pridelana. Sicer je to resna težava ekonomičnosti evropskih kmetov. Vi se tudi sicer sam še ukvarjate kaj s kmetovanjem? Seveda. Gre ob tej novi službi? Bo šlo, zdaj pravzaprav je mrtva sezona, ne? Veste, iz kmetovanja, zdaj sem rojen na kmetiji in tudi sedaj živim na tej podedovani kmetiji, ne? In na tej kmetiji v bistvu izvajamo kmetijsko dejavnost, ne glede na to, na kateri funkciji sem bil. Ne? Prav te kmetije ne damo, ker je to vendarle nek stik z realnostjo, stik tudi zemljo. Ne nazadnje, tudi sam se bolj kot politik vedno štejem kot strokovnjak oziroma poznavalec kmetijstva in je prav, da si včasih prav umazan od glave do pet od te zemlje, da jo čutiš, ker te to očisti, ne? Da jo čutiš, da jo razumeš, da tudi razumeš tegobe kmetov, ko se pogovarjamo, da tudi ne nazadnje vidiš, kaj pomeni ekonomičnost in je kar prav, no, da ohranjam ta svoj stik, neposreden stik. Je včasih časovno težko, nič ne rečem, da ni, ampak menim, da je to kar v redu. Hibridna semena ali greste kam naprej? Uporabljate? Ja, zdaj, če govorimo o samih žitih, tam itak hibridov zaenkrat še ni, ker koruze ne pridelujemo, ker živinoreje nimamo, imamo čisto rastlinsko pridelavo. Če smo pa včasih kakšno zelje posadimo za znanega kupca, ki potem to riba za kisanje zelja. Pri zelju pa praktično nimaš tuzga kot hibride, ker so sodobni hibridi tisti, ki ti dajo potem neko ekonomičnost in tako naprej, ampak vendarle želimo pa vsaj pri vseh ostalih zadevah kmetovati čim bolj trajnostno, s širokim kolobarjem, z učinkovito rabo znanja, ki ga imamo in izkušenj, za zmanjševanje rabo sredstev za varstvo rastlin, analize tal delamo ravno, v soboto sem imel tudi doma na domači kmetiji vzorce za analizo tal in tako naprej, zato da lahko umno kmetuješ, da lahko trajnostno kmetuješ in tako naprej. Tudi ne zapraviš preveč za zaščitna sredstva. Tudi ne zapraviš preveč in tudi ne zapraviš ne samo za zaščitna, tudi za gnojila. Sam še vedno trdim tudi kot predavatelj, saj veste, da sem že kar nekaj let tudi v šolstvu prisoten. Tudi študente vedno nagovarjam, ne gledati na analizo tal kot strošek, ampak kot na priložnost za to, da prihranite. Ker potem resnično gnojite s tistim, kar potrebujete in bo rastlina dala največje pridelke. Ampak pustiva to za kdaj drugič, ampak ja, sledimo tej teoriji tudi na domači kmetiji. Kakšno prihodnost zdaj napovedujete, če se vrneva k tisti osnovni najini temi, tem svežnju kmetijskih zakonov, kaj se bo iz tega scimilo? Ali bodo vidle ali lopata? No, zdaj na podlagi prvih pogajanj, vsaj na delu, kjer sem tudi sam prisoten, ko govorimo o zakonu o kmetijstvu, si upam trditi, da zakon na koncu gotovo ne bo šel takšen v obravnavo, kot je sedaj napisan in je na e-demokraciji. Kajti ministrstvo je pripravljeno poslušati deležnike, je pripravljeno. Tudi, ko smo se pogovarjali še prej z ministrico in ekipo, so včasih vendarle priznali, da so nekaj zapisali v eter za to, da so spodbudili razpravo, ki bo dala verjetno boljše rešitve. No in to je tisto upanje, tudi sam vedno prisegam na dialog, na pogajanja. Več ali manj me kolegi poznajo tudi v prejšnjih funkcijah kot trdega pogajalca, vztrajnega pogajalca. In suverenega pogajalca, verjetno, ne? Trdega, vztrajnega, vsebinskega, nepolitičnega, to poudarjam, ker vsebina šteje. V kmetijstvu jaz koliko trdim, da ni prostora za politiko. Kmetijstvo je tako širok pojem, da tudi, če lahko rečem, v preteklosti v tem delu se nismo šli politikanstva ali pa se niso šli politikanstva. Čeprav je prostora za tudi v kmetijstvu, za politične interese zelo. Ja, kot kaže, da ne, ampak pustimo to politično noto. Torej, jaz verjamem, da bomo preko dialoga, preko pogajanj z vsemi nevladnimi organizacijami proti ključnim deležnikom, ministrstvom, uspeli to zakonodajo spiliti na način, da jo bomo lahko tudi na koncu, morda včasih malo s tistenimi zobmi ali pa s cmokom v grlu, ampak vendarle, da bomo lahko
tudi podprli. Verjamem, prvi začetki kažejo tudi strani ravnanja ministrstva v tej smeri, da bi lahko prišlo do tega. Verjetno čisto vsega ne bomo mogli doseči, to se tudi sami zavedamo, ne? Ampak na ključna vprašanja pa verjetno bomo mogli dobiti, ali pa na ključne dileme, ključne pripombe, kjer vemo, da je pa, včasih rečemo, ta red line, ne, čez katero ne gremo, tam pa mislim, da bomo uspeli. No. Tako da sem optimist, da nam bo ta dialog prinesel, da bojo delovne skupine prinesle tisto zakonodajo, ki jo bomo na koncu lahko izvedeli, ki bo sprejemljiva za slovenskega kmeta, da bojo novosti takšne, kot smo že rekli, da bodo ambiciozne tudi v smeri debirokratizacije slovenskih kmetij, izboljšanje dohodkovnega položaja, možnost pridobivanja dohodka preko dodatnih dejavnosti, morda celo preko prve stopnje predelave, ne, na kmetijah, brez birokratskih bremen in tako naprej. To je veliko olajšanje, verjetno. Ne? In to nagovarjamo, to smo ravno v teh dneh se pogovarjamo z ministrstvom znotraj teh delovnih skupin, naredimo te korake malo bolj ambiciozne. Ne? Vemo, da potem so še drugi resorji, ki jih bo treba prepričati, finančni in tako naprej, ne? Ker to pomeni poseg v davčno zakonodajo in tako naprej. Ampak začnimo z ambicioznostjo v tem delu. No? In jaz sem optimist, da na koncu nam vendarle uspe. Je pa res, ne? Če pa nam ne, smo pa tudi nevladne organizacije na drugi strani jasno usklajene, da lahko kadarkoli v tem procesu uporabite kakšna druga sredstva. Kadarkoli lahko odstopimo iz procesa pogajanj, če bomo videli, da smo tam samo zato, da smo in da se ne poslušamo, oziroma da se poslušamo in se ne slišimo, ne, potem pa nima smisla, lahko kadarkoli odstopimo od teh pogajanj, od teh delovnih skupin in potem pa verjetno bomo mogli uporabiti kakšna druga demokratična sredstva, zato da opozorimo, da so nekatere stvari nesprejemljive. Jaz verjamem, da do tega ne bo prišlo, verjamem, ampak tega posebno ne izključujemo. Ne? Verjamem pa, da ne bo prišlo, da bomo vendarle damo priložnost dialogu. In ne bo treba svežna teh zakonov umikati z demokracije, kot se je slišalo v začetku. Ja, naša prva pripomba je bila umaknimo, ne? Zato ker glede na prvotne časovnico je bilo nemogoče predelati toliko zakonodaje v tako kratkem času, kot nam je ministrstvo dalo, pa ne samo predelati. Večina nas kmečkih nevladnih organizacij imamo svoje organe, čez katere je treba vso to zadevo pripeljati. Vsi imamo svoje poslovniške roke, torej nič ne gre čez noč. Ne? In zato je bila ta ideja takrat, kaj se gremo sedaj v Sloveniji. To je čez 350 strani novih členov je. Čez 350 strani samo členov. Ne? Če damo k tem še neke evropske uredbe in direktive, na katere se naslanjajo nekateri zakoni, to še pol metra materije dodatne, ki je veljavna evropska zakonodaja, ne? Na katere se zakoni samo navezujejo, samo ne prepisujejo, ampak navezujejo. Ja. Torej, tega materijala je neskončno, ne? Veliko. In zato je bil naš prvi odziv v to kratkem času, mi nismo sposobni tega prežvečati. Ne? Nismo sposobni. In zato je bila ta ideja, umaknimo iz e-demokracije, naredimo takoj delovne skupine, v delovnih skupinah pregledamo to zakonodajo, jo izpilimo in jo potem vrnemo nazaj na e-demokracijo. In tukaj lahko rečem, da obžalujem, da se ministrica ni odločila za to pot, ker sem prepričan, da bi zlasti te dve noveli zakona o kmetijskih zemljiščih in zakona o gozdovih lahko spravili morda še celo hitreje pod streho, kot teče sedaj. Če bi umaknila, naredila te dve delovne skupine, tam imamo nekaj par konkretnih učinkovitih sestankov in se dogovorimo, kako narediti, pa recimo, da bi bila ta poslušnost primerljiva s tem, kar smo imeli zdaj v teh dneh na prvih sestankih, potem so to lahko sposobni zelo hitro narediti. Ne? Za te zakonodaje, ki se sprejema, ne? Zakon o kmetijstvu, zakon o hrani, zakon o varni hrani in krmi, ne? Tema rabijo malo več časa, ne? Ker se vendarle razumemo, da se sprejemajo v paketu, ne? Ker je zdaj star zakon o kmetijstvu je razpadel na par zakonov, ne? In zato mora iti v paketno obravnavo. To razumemo, nimamo težav. Ampak glede na to, da govorimo o paketni obravnavi, bi pričakovali tudi mi na tej strani, ne? Da so dikcije v zakonu vsaj primerljive iz enega v drug zakon. Ne? Pa imamo, kar sem že prej omenil, pri prehranski suverenosti dve različni dikciji, pri lokalnem trgu dve različni dikciji, ne? In tako naprej. Skratka, je nekaj takih zadev, ki niso usklajeni med enim in drugim zakonom, ki se morajo v paketu sprejemati. Torej, tukaj pa bi pričakovali malo več te fleksibilnosti, ne? V fazi priprave zakonodaje. Ne? V preteklosti vemo, da so se nekateri zakoni pripravljali tudi leto in več z deležniki, s poslanskimi skupinami,
ne vem, številnimi razpravami. Številnimi razpravami in tudi na terenu, ko smo šli preverjati izvedljivost posameznega zakona. Ne. Zato me to res čudi, da je bilo to dobesedno, ne vem, v kakšnem formatu se je zakonodaja pripravljala. Ne. Ministrica pravi, da so bili deležniki vključeni, mi, kmečke nevladne organizacije. Se spogledujete, kdo bi bil pozdraven? Ne? Kdo je bil tukaj, pa nam ne hoče povedati, ne, ker od nas ni bil nihče. Ne. Torej bi pričakovali to široko razpravo, ker sem prepričan, da bi vsem bilo lažje. Tako nam, predvsem pa ministrstvo. Vse prav, da je ministrstvo ambiciozno. Ne. Res pa je malo nenavadno, da po 3 letih vlade, ne, ravno proti koncu mandata, zdaj pa bomo kar nekaj naredili revolucijo, ne, na področju kmetijstva. Ok, v redu. Tudi ta politični naboj razumemo, ne želimo tukaj nagajati, da bi kdo rekel, ne želijo, da bi mi sprejeli zakonodajo. Ni problem. Sam dajmo jo narediti, kako se to dela. Ne v anonimnosti, pa 1 mesec javne razprave, pa se imate dovolj. Ne. Ja. To pa ni prava pota. Ne. Tako. Cenjeno občinstvo, drage gledalke in gledalci, to je bila današnja oddaja Aktualno. Gospod prvi mož Kmetijsko-gozdarske zbornice, vse dobro v vaši organizaciji, srečno pot zakonodaji, pravzaprav novi kmetijski zakonodaji, ki jo bomo pač verjetno dobili prav kmalu. Kmetom en prav dober pridelek v letošnjem letu, vam pa vse dobro. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.